Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo damo, ki motorko vihti kot za šalo, matematičarka, gozdarka in jagarca, dame in gospodje, Marija Jakopin, dobro večer. Živjo. Kaj zdaj z gozdovi? Eni pravijo, da jih je treba sekati, drugi pravijo, da jih ne smemo sekati. Kaj pravi tukaj stroka? Ja, stroka si je kar dosti enotna, da pač moramo sekati, predvsem zato, ker imamo vedno več podnebnih sprememb in na nek način popravljamo to, kar se počasi podira. Kdaj so sečnje dobre, koristne? Je zdaj tako čisto lokalno v zimskem času, ampak načeloma ne bi bile povsod koristne, ne? Zdaj, sečnja prav zato, da se dobi les, ni glih nujno, da je pač nujno v vsakem gozdu, recimo onem, kjer se je že kaj slabega zgodilo, so recimo negovalna dela, ne? Ker se tudi sicer delajo z motorko, ampak poskušamo gozdu pomagati, da bi bil v boljši kondiciji glede na vse te spremembe in ujme in lubadarje in vse to, kar se nam dogaja. Pa da se vrnem še malo na ta mnenja in to poplavo mnenj na javnih omrežjih, pa tudi v javnosti, ki jih velikokrat podajajo tudi nestrokovnjaki. Kako vrniti težo stroki? A mogoče tudi s takimi projekti, kot so ti gozdarski oziroma sprehodi skozi gozd, ki jih organizirate pri Outsiderju, kjer lahko se ljudje udeležijo teh sprehodov in malo bolj spoznajo gozd? Zakaj gre pri tem projektu? Ja, zdaj pri reviji Outsider sem jaz spletna kolumnistka in smo se spomnili, da bi bilo dobro ljudi informirati še malo o gozdu, torej da bi šli v gozd in se malo sprehodili, jaz povem ABC gozdarstva, kakšno naravovarstveno stvar, tudi kakšno šalo, a ne, malo poskočimo, tako pač nek tak žurje v tem gozdu. A bi šli zdaj eno šalo? Kjer je dobra gozdarska šala? Ja, recimo ta, da unka pravi, da se medveda pa ženske ne boji, tist laže. Se strinjam. Tako da ja, načeloma pa še iščem kakšno turistično agencijo, da bi to mogoče na večji skali, pa da je bolj organizirano, da bi, ampak še nisem se začela s tem ukvarjati. Ampak zelo dobra ideja. Zelo dobra ideja. A pa je zdaj mečkano, moderno po mestih saditi drevesa? Je to zdaj mal in? Oziroma, katera drevesa so sploh primerne za v mesto? Kaj rabi drevo, da sploh uspe v mestu? Ja, v mestu drevo seveda ni najbolj srečno, ne? Ker tudi mi nismo v resnici v mestu najbolj srečni. Vse je zbetoniran, visoke temperaturne razlike, pač ni najboljša klima. In glih zato je odlično, da not pripeljemo drevesa. Tako da to, da je to modna muha, je po moje kar nekaj dela iz različnih, ne, tudi aktivistov, da se je začelo to premikati, pa že itak je Ljubljana zelo zelena, kar je odlično, ne. Imamo tudi po ulicah, nimamo samo parkov. Najlepše mesto na svetu. Tako, nižamo temperaturo, ne, in tudi več dežja je tam, kjer je gozd, tako da ta drevesa so odlična, je pa to seveda drago za vzdrževati. Treba je suhe veje rezati, potem začnejo veje čuhati, ljudi po glavkah hodijo po pločnikih, tako da to je pa seveda drago in tle se kar precej investira, da so ta naša drevesa v Ljubljani v tako dobrem stanju. Torej drevesa ja, ampak imajo pa tudi eno svojo ceno. Žal, tako so vse. To je dobra investicija, ne? Dobra investicija. Pametna investicija. Slovenci smo tudi zelo ponosni na to, da smo taka gozdna država, da je Slovenija gozdna država. Koliko je pa to res? Mislim, ko pogledamo to neko svetovno statistiko, v bistvu niti nismo tako zelo pri vrhu. Kako je z gozdovi v Sloveniji? Ja, zdaj okrog 60% je gozdnato Slovenija, ne. Pred 150 leti je bilo okrog tretjina, tako da z tem zaraščanjem smo kar več gozda dobili, kar je super. Zdaj, tisto, kar smo v Sloveniji še posebej ponosni na, je pa to, da so te gozdovi res lepi. Mi imamo namreč uzakonjeno sonaravno sečnjo, ne, torej jaz ne moram posekati vsega, da naredim golosek, potem pa iz drevesnice nasaditi, kar dela ves zahodni svet. Pri nas pa ne, pri nas imitiramo pragozd, ne, sem pa kaj malega posekamo, ne, in poskušamo se delati, kot da smo v bistvu narava, da bi že itak stara drevesa dol padla, jih mi malo prej dol pademo in se potem ta gozd lepo naredi. Tako da naš gozd je res prekrasen v svetovnem merilu. Ampak kaj pa lahko recimo jaz kot navaden smrtnik naredim za gozd? Jaz, če hočeš globalno kaj narediti, potem se absolutno vključ v te razne podnebne aktiviste. Za Slovenijo? Za Slovenijo. Slovenija je glih tako pač del celega sveta, tako da mi zelo trpimo za posledicami globalnega segrevanja. Ampak če pa se že glih recimo tako čisto lokalno lotaš, da greš v gozd, pa poskušaš se držati tega gozdnega bontona. Na spletni strani Zavoda za gozdove vse o tem piše, ne. Torej ne vozimo se s kolesi po vlakah, tudi če ne vemo, zakaj to ni dobro, to je nekdo orenk razmislil in je zato to pravilo dal, puščamo ga za sabo tako, kot je, ne kurmo, se ne deremo po gozdu in tako ne. Marija, najlepša hvala za obisk v studiu. Z veseljem. Ti želim še veliko energije pri tvojem delu, ki ga opravljaš za vse nas. Ja,
Hvala. Hvala. Naroči se.